Aktualni minister je v enem intervjuju ta teden eni od slovenskih revij na vprašanje novinarke, kaj načrtuje v srednjem šolstvu v letošnjem šolskem letu, dogovoril, da 3 stvari. Prva, nov pravilnik o šolskem redu, druga, ukinitev tako famoznega NMS-ja, torej spremembo pravilnika o ocenjevanju, in pa začel naj bi veljati nov zakon, oziroma bo začel veljati nov zakon o šolski prehrani. O pravilniku o šolskem redu ni potrebno izgubljati kaj dosti besed, ni nov, spremenjen je v toliko, da so zamenjani in združeni nekateri členi. Mogoče je novo le to, da sedaj je ukinjena tista pritožbena komisija, pa ravnatelj odloča o pritožbi dijakov in pa bolj natančno so navedene stvari, ki ne jih šola v svojem hišnem redu, ki jih lahko šola v svojem hišnem redu zapiše v svoj pravilnik. To pa je seveda v nasprotju z avtonomijo šole, ravnatelj in tako naprej. Drug pravilnik je pomembnejši, kot veste, se ukinja NMS, torej ni dosegel minimalnih standardov in se ponovno vpeljuje enka. Enka postaja sedaj zopet vzgojni ukrep. Zakaj vzgojni ukrep? Če je prej dijak dobil enko, pa je potem popravil s 3, samo zaključilo 2. Torej se dijaka kaznovalo z celo niže, kljub temu, da je lahko popravil vse. Znal vse. Če pa je dobil 3, da se enka ni upoštevala, pa je bil seveda nagrajen. To je vzgojni ukrep in v tem smislu bi se lahko potem ta vzgojni ukrep upisal v pravilnik o šolskem redu. Kako je ta NMS bil uveden? Seveda ne zaradi tega, ker se je nekdo na ministrstvu v tistem času, ko je bil minister dr. Sver, to izmislil in ga je enostavno dal pravilnik, ampak je bil uveden zaradi tega, ker so vsi novi in prenovljeni srednješolski poklicni in strokovni programi v svoji vsebini zahtevali oziroma imeli standarde in minimalne standarde znanja zapisane. Torej standarde in minimalne standarde. Na podlagi tega je potem prišlo do odločitve, naj ne bo več enka, ampak ali je dijak dosegel minimalni standard znanja in lahko v nekem sklopu, pri nekem predmetu napreduje. Tam se seveda, kot sem delal, se ni izmislilo ministrstvo, še manj pa jaz, ki sem bil takrat generalni direktor za srednje šolstvo, ampak si ga je izmislilo pod narekovaji cela paleta šol, ki so prenavljale, se pravi praktike, ki so prenavljale srednješolske poklicne in strokovne programe, vključno z Centrom za poklicno izobraževanje kot inštitucijo, ki je seveda strokovno vodila vso to zadevo. Nekaj, mislim, da 2 pa sta bila v teh širokih prenovah teh programov vključena tudi iz Ministrstva za šolstvo. Tako da se čudim, da sedaj, ko se spremenja, da se zopet nazaj v enko, da se nihče od teh, ki so bili za to, ki so uvajali te standarde, te minimalne standarde, ta NMS, vključno torej Centrum za poklicno izobraževanje, ne oglasi in pove kaj v smislu, da je to bilo strokovno utemeljeno za to in za to. Tretja zadeva, zakon o šolski prehrani. Mi smo opozarjali že, ko se je ta zakon pripravljal v parlamentu, da bo ta zakon, zdaj ne bom govoril o tem, da nekateri dijaki ne bodo imeli več brezplačne prehrane, da jih bo manj malicalo, to se že kaže po prijavah, poznam iz lastne izkušnje, ampak bom govoril predvsem o tem, da smo takrat opozarjali, da bo nov zakon prinesel kup novih administrativnih stvari, ki jih bo moral opraviti najprej dijak in potem šola in na koncu še ministrstvo. Na začetku mandata aktualnega ministra, mislim, da je minister rekel, da bo poskušal v tem mandatu čim manj znižati administriranje, čim nižjo možno mejo in pa poenostavljati postopke. Ta zakon dosega ravno obratno. Pa pogledajmo po vrstnem redu, kako izgleda. Vsebuje 42 členov, plus pravilnik, ki pa še ni narejen, ki bo vpeljal evidenco, da bo lahko šola preko te evidence prišla do podatka, ali nekemu dijaku pripada dodatna subvencija pri prehrani. Teh členov je
dvakrat več, kot jih je bilo pa prej pri zakonu, ki smo ga pripravili mi. Ko se dijak prijavi, 2 strani, mora napisati podatkov, to je bilo tudi v Uradnem listu objavljeno, prinese to prijavo v šolo, hkrati z Centra za socialno delo dobi tudi odločbo, lahko ima tudi doma, o otroškem dodatku. Če tega ne stori dijak, seveda mora to narediti šola. Šola vse to zbere. Jaz sem videl po 3000 teh pol v sobi socialne, se pravi svetovalke, ki bo morala vse to sedaj evidentirati, zbrati, ugotoviti, ali so vsi ti podatki notri. Bo seveda se moral ta dijak sistem prijaviti na malico, šola bo morala potem napisati sklepe o dodatni subvenciji, sklep o dodatni subvenciji tistemu, ki mu pač pripada. Potrebno bo šoli napisati položnice, te položnice dati dijakom, dijaki starši bodo morali to plačati, če ne bodo plačali, bo potrebno to izterjati in tako naprej. Skratka, cela paleta administrativnih poslov, ki jih do sedaj ni bilo. Kako se je delalo do sedaj, vem zopet iz lastne izkušnje, ker učim. Zjutraj, na začetku 1. ure, sem prišel v razred, evidentiral dijake, ki bodo tisti dan malicali, to je potekalo približno 2 minuti. Ta seznam je odnesel dijak v kuhinjo oziroma razdeljevalnico hrane. Na koncu meseca sem seštel vse dneve tistih dijakov, koliko je bilo teh dijakov v tistem mesecu, to mi je vzelo približno 10 minut, to odnesel v tajništvo, tajništvo je seštelo vse dijakov v šoli in postavil na ministrstvo. Kratka dela res minimalno. Sam seveda predlagam, da koliko bo tega dela, ste najbrž brali ta teden tudi že v medijih, ko ravnatelji dajo izjave, kaj vse novega jim bo nakopalo to delo in seveda predlagajo že sistemizacijo človeka, ki bo vse to vodil. To se pravi nov denar, ki bi ga lahko namenili za brezplačno malico ali pa za urejevanje recimo materialnih pogojev v šolah, kuhinj, razdeljevalnic hrane, jedilnic in tako naprej. To so 2-3 stvari, ki se nam zdijo, da so v letošnjem šolskem letu takšne, ki bodo prinesle ravno obraten učinek od tistega, kar je bilo zastavljeno na začetku aktualnega ministra, torej čim manj administracije, čim bolj poenostavljeno postopkov in tako naprej. Hkrati naj za zaključek povem še to, da popolnoma podpiramo proteste, mislim, da je ta teden bila izjava dijaške organizacije, kjer našteva kar, mislim, da 5 stvari, ki so jim bile ukinjene, od zmanjševanja števila štipendij, brezplačne malice, do ukinjene subvencije za prevoz in še nekatere stvari, tako da tukaj imajo vsi našo podporo.